Dober dan. Iz ljubljanskega studia 131... 136! To so vesti na vesti. Ljubljanskega župana Zorana Jankovića so včeraj obiskali božično razpoloženi predstavniki podmladkov SLS, SDS in NSI ter mu za darilo prinesli družabno igro Monopoly. Ob tem so Jankovića pozvali, da izpolni še njihovo željo in naslednje leto več ne kandidira za župana. Janković jim ni ostal dolžan in jih obdaril po svoje, s knjigo Mira Cerarja Kako sem otrokom razložil demokracijo in napovedjo, da bo naslednje leto zagotovo ponovno kandidiral. Božiček nam je namignil, da vam letos verjetno ne bo prinesel ničesar, saj ste celo leto lagali in zapravljali premoženje prebivalcev najlepšega mesta na svetu. Zato smo se v podmladki Slovenske ljudske stranke, Slovenske demokratske stranke in pa Nove Slovenije odločili, da vam mi podarimo eno prav lepo družinsko igro, vašo najljubšo Monopoly, in upamo, da boste v prihodnem letu se rajši igrali za to igrico, kot pa s premoženjem Ljubljančanov in Ljubljančan. Da vam podarjamo torej to igro. Kotvica je za 4 osebe, kar pomeni, da lahko pričakujemo vabilo vaše, da odigramo 3 podmladki in vi. 4 osebe bomo videli, kako dober menedžer ste v resnici. In pa od vas pričakujemo pa samo eno darilo, da napoveste, da ne boste več kandidirali za župana Ljubljane. Najprej bi rekel zelo jasno, da pa v svojih letih ste neozgojeni, ker se rešil, se ne govori, da laže, ali morate povedati, kje se laže. To je prva stvar. Druga stvar, kot dober menedžer, bomo kar rekel, igro si lahko kupite in se tako učite ekonomije, kaj te očitno ne veste nič. In zadnja stvar, ker že govorite, bom kandidiral, absolutno sem danes objavil, to se dobrodošli, boste dali svojega kandidata. Kupil sem eno knjigo privat, Miro Cerar, Kako sem otrokom razložil demokracijo. Knjiga je zelo poučna, se tudi da preberete, mogoče preberete na vaših sestankih, recimo s predsednikom SDS-a Janezom Janšo, kako se bo učil demokracijo in to se dela v parlamentu, po mestnem svetu, ne pa na ulicah. Obdarovanje je iz obtoževanja o nepravilnostih delovanja mestne občine preraslo v odkrito etnično napadanje. Predstavniki podmladkov so namreč med drugim Jankovića označili za balkanskega kavboja, ki ropa ljubljansko blagajno. Moč argumenta. Očitno nimate srca do Ljubljane, da je ne bi onesnaževali, pa se z BMW-jem dogovorili za morda kakšen drug avto. Bom poprašal vašo stranko za kakšno konjsko prego. Čez 90 mesecev bojo volitve in boste imeli priliko kandidirati. Je pa zelo zanimivo, da se vi oglašate najbolj, kako da jaz vem, na zadnjih volitvah tudi niste dobili predstavnikov v mestnem svetu. Očitno vam niso verjeli Ljubljančani to, kar vi predlagate. Pa še eno vprašal, vi kot pomladne opcije ste proti zakonu v glavnem mestu. Kako to ne razumem? Vi ste prvič vzeli v Ljubljani 6 milijonov evrov na leto, ne vi, vaši starejši kolegi, spremno zakona. Ni res? Minister Bajuk je to podpisal. Zdaj pa tak, ne vem, da lahko vse razražamo. Kje so predložili? Drugič to tako, zdaj spet, zakon v glavnem mestu, ki Ljubljani prinaša 6 milijonov evrov na leto, ste vi proti. In vi se govorite za dobro Ljubljane. To je že smešno. Torej, lepo se imete, ne pa srečno. Gospod župan, samo še eno vprašanje. Boste vendarle sprejeli izziv in se odzvali vabilu k igri? Ne, jaz se z otroci pa res ne igram, to da prepuščam kar njim, Komentar je seveda odveč. Z Jankovićem je po podatkih Nina medije zadovoljnih nekaj več kot 83% Ljubljančanov, dobrih 81% pa podpira njegovo ponovno kandidaturo. Letos so njegovo delo ocenili tudi nekoliko više kot lani in sicer s povprečno ceno 3,71. Na podlagi te se Janković tudi odločil, da bo jeseni ponovno kandidiral za župana. S konjsko vprego. Whoopee. Yippee-ki-yay, motherfucker. 73 se mi zdaj izjemno visoko in dosta realno. Tudi v samem štartu smo vzeli, da je ocena 1 in 2 negativna, da samo štejemo pozitivno 3, 4 in 5 in teh je 83,4%, kar je bilo približno isto kot lani. In mislim, da po 3 letih mi da to lahko odgovor na vprašanje, ali so v Ljubljani zadovoljni s tem našim delom.
Predsednik državnega zbora Pavel Gantar je v okviru ocene dela parlamenta za letošnje leto komentiral resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, ki so jo poslanci obravnavali septembra in oktobra. Po njegovem mnenju je Levica naredila napako, ko je zavzela defenzivni položaj, namesto da bi obravnavo izkoristila za odkrito razpravo o preteklih totalitarizmih in današnjih avtoritarnih tendencah. Še enkrat. So malo preveč učeni izrazi bili, ja? Jebi si mater. Da so na nek način, ker smo izravne, na nek način, bi rekel, stopili v neko defenzivno vlogo, čim manj obravnavati, čim manj spraviti dol in tako naprej. Namesto, da bi prav, ne vem, levičarji, pa če hočete liberalci, vzeli totalitarizem kot eminentno temo, v kateri prav oni lahko razpravljajo. In na nek način se zdaj drži, rekel, desnice, da so borci proti totalitarizmu, medtem ko je ta levica v defenzivi. To se mi zdi dobro. O vladnem klonu komentar dneva Rado Pezder. Ob nedavni predstavitvi makroekonomskih podatkov nam je bil predsednik vlade zaupal, da je slovensko gospodarstvo išlo iz najhujšega gospodarskega krča. Upoštevajoč dejstvo, da nekateri njegovi ministri že pišejo izhodno strategijo iz krize, se lahko vprašamo dvoje. Najprej, kakšen faktor sploh je mnenje predsednika vlade in njegovih strategov? Zakaj bi kdo resno upošteval Pahorja, ko trdi, da smo išli iz krize? Je Pahor morda ekonomist? Se spozna na karkoli vezanega na ekonomijo? Še več, v čem je poanta teh njegovih strategij? Če si Pahor in z njim vlada domišljajo, da s svojimi strategijami delajo karkoli drugega kot politično reklamo, so kompletno nori. Nenazadnje najprej smo imeli vhodno krizno strategijo, zdaj čakamo na izhodno strategijo. Kaj se je dogajalo vmes? Sprejeli smo kupico čudaških ukrepov in izpraznili proračun. Vse drugo pa je ostalo nespremenjeno. In drugič, Pahor ali je bedasto naiven ali pa laže. Namreč rast agregatne potrošnje na račun državne potrošnje, raven izkoriščenosti kapacitet, ki je na ravni leta 2001, ogromen padec investicij in kreditni krč skupaj z davčno preobremenjenostjo in naravnost katastrofičnimi napovedi o gibanju proračunskega primanjkljaja in dolga države, niso kazalci, ki bi kogarkoli lahko navdajali z optimizmom. Da pri tem ne govorimo o prikriti brezposelnosti, ki jo danes omogočajo najrazličnejše sheme subvencioniranja in bo prišla na dan ravno tako, kot so se subvencionirana delovna mesta v Muri spremenila v mesta na lokalnem zavodu za zaposlovanje. Realnost je torej, da bo izhod iz krize precej počasen, ne glede na to, kakšno izhodno strategijo pišejo Pahorjevi ministri in kaj trdi Pahor sam. Poanta komentarja, če vas doslej ni streznilo, da država praktično ne more in ne zna ničesar, ter da politiki ne počnejo drugega, kot da se reciklirajo v volilnem procesu, potem vas bo to v naslednjih letih drago stalo. Če ne verjamete, vprašajte delavce iz Mure, Gorenja, Preventa in tako dalje. Slovenija, 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 kulturac. V zadnjem letošnjem švicu mikrofona smo pustili, da nas vzame sabo ajdovska skupina Ela Banda. Kakšne so zgodbe in miti, ki krožijo na obeh straneh meje o Eli in njeni bandi, pa so nam fantje povedali v intervjuju po koncertu. Poglejmo. Celo štorijo moram razložiti. V bistvu tu je ena Ela razreštela, kar je res ena bajka, varianta od in šjore, ki je kovčka za inštrumente švercala modro zlato, ko so bile kavbojke včasih in tako naprej. Pa smo si po njej nekako dali mir. Da ne bomo preveč nedolgo zdaj. Ja, zdaj pa lahko rečemo še to, ker zdaj smo šli v Evropsko unijo, ker ne več meje, zdaj je zgodila posel. Ja, res je. Samo videvamo zadnje cajte, zadnje sem šel dol, sem videl v Romuni, hodijo masovno dol zdaj za busmi s kombimi. Ne točno, ki je vozijo, se mi zdi, da ima Ela prste. Snabi. Še vreme. Vlada je obljubila pomlad v roku 6 mesecev. Jebite si mater. Iz ljubljanskega studia 136 in ne 131, to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej na naši strani.